Spoštovani starši, dober dan ponovno. Danes je en tak zanimiv dan, a ne, otroci nam sporočajo rezultate maturitetnih dosežkov in eni se veselimo, smo navdušeni, smo si oddahnili, drugi predvidevam, da ste lahko nezadovoljni, da ste razočarani. Kaj narediti, kako se odzvati v tem primeru, ko otrok ni opravil mature, ko smo razočarani nad njegovim dosežkom, ko smo verjetno zelo jezni, ker se ni dovolj učil, ker bomo padli ven, ker razmišljamo, kako mu naj zdaj dopovemo, da se je treba učiti, ko razmišljamo o tem, kako ga naj kaznujemo, kaj vse bomo naredili, kako bomo zdaj življenje popolnoma spremenili, kako bo zdaj čisto vse drugače, zdaj bo pa že videl, in podobno, a ne. Seveda take, bom rekel, taki odzivi kažejo na to, da najprej mi nekako nimamo naših čustev pod nadzorom oziroma da nismo zregulirali svojih čustev in če delujemo iz takega čustvenega stanja, ki je čustveno stanje nekega neravnotežja, ki je čustveno stanje neke nestabilnosti, notranje nestabilnosti, potem verjetno ne bomo ravnali učinkovito. Potem verjetno bomo grozili, verjetno bomo, ne vem, obljubljali stvari, ki jih seveda ne bomo potem izpeljali, in iz vsega skupaj ne bo nobenega pametnega učinka. Mogoče prva stvar, ki jo velja vzeti v zavedanje, je to, da so dosežki, šolski dosežki, so seveda lastništvo tistega, ki dela šolo. In rezultati, ki so jih prinesli naši otroci, so njihovi rezultati. In kar je pomembno je, da so oni lastniki teh rezultatov. Tako da je verjetno bolj primerno vprašanje, kako si ti s tem rezultatom. Kako si zadovoljen, in vprašanja na kaj boš pa zdaj naredil, kdaj boš popravil, kako se boš lotil, kdaj se boš lotil. To so bolj učinkovita vprašanja, ki tudi otroku dajo pač ta občutek in zavedanje, da je on oziroma ona lastnik tega dosežka. Mogoče še ena osebna izkušnja. Jaz sem imel veliko možnosti, da bi ob dosežkih, ob otrokovih dosežkih, s katerimi nisem bil zadovoljen oziroma za katere sem bil prepričan, da bi lahko bili boljši, da bi lahko drugače več naredil in tako naprej. Skratka, ob takih trenutkih sem bil zmeraj nekako na prelomnici tega, ali bom ohranil stik ali bom stik uničil. Z odzivi, ki bi bili kaznovalni, poniževalni, vse to, kar pač piševa tudi v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Sem imel možnost, da ta stik zapravim, da porušim odnos, in danes v bistvu čutim eno tako zelo veliko hvaležnost, da me je neka modrost peljala po eni drugi poti in da se nisem odzival z nepovezovalnimi načini, in nekako držal to potrpežljivost, sicer zelo težko, velikokrat zelo težko,
ampak vseeno, zdaj, ko smo na cilju, ja, skupaj, ja, ta množina, ne, smo naredili maturo, ne, še en znak, da otroci niso lastniki svojih dosežkov, ampak ja, skupaj smo prebrodili v bistvu to obdobje, in lahko rečem, da smo na cilju naših nekih odnosov in na cilju smo še zmeraj povezani. Otrok je dosegel svoj dosežek, a ne, jaz imam pa ta občutek, da je ostal odnos v neki povezanosti in se lahko veselimo tega. Tako da ja, glejte, ves čas imamo seveda na izbiro, po kateri poti bomo šli. Če ste v zadregah in v dilemah, veliko staršev pravi, da je knjiga Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, nek priročnik, ki jim pomaga najti odgovore, prave odgovore v smeri tega, da ostanemo povezani z našimi otroki, ki jim seveda želimo vse najboljše. In tudi vam želimo vse najboljše. Lepe počitnice.